Привітуючи гостях, прем'єрка Брнаbić виражала надію, що той діалог допринесе ліпшому порозуменню і змоцнюванню сотрудництва, pretože intelektualna elita, kotra še pozberala u Novim Sadu, rozumi potrebu čeranki znanja i iskustvoh. Ona vyznačila, že Srbija dava veljku uvahu sotrudnictvu s Kitajom i implementaciji inicijativi Jeden pas, jedna draha i že reforma obrazovanja započata pre formovanje mladih generacijoh, kotri porihtani za učenje prez cali život. Žadamy naszych mladých pririhtať za súčasní časy, takže im prez obrazovanje omožljivime zdobud schopnosti i znanja kotri im pomohnju u prinošenju odlukoh i kotri ih budu odšmeljovac, že bi še boreli za svoju ambiciji, že bi probovali znova až i kad pohriša. Minister prosviti Mladen Šarčević na otveranju konferenciji hvalil, že reforma obrazovanja medzi ključnima prioritetami vladi Srbiji na šitskih urovnjoh, od predškolskoho po visoke obrazovanje. Zamenjik kitajskого ministra prosviti Du Zhanyuan naglašal, že za prešli 5 roki kolo 5,5 tisiači stranski studenti buli u Kitaju, a kolo 3800 kitajski studenti buli u Evropi. Plan, že bi u najhodzacih 5 rokoh išče 1000 kitajski studenti po programi čeranki naštiveli evropski žemi. Jutre u rektoratu bude otrimana štvarta schadzka konzorcijuma institucija visokog obrazovanja Kitaju i žemoh centralnej i vostočnej Evropi, na kotri še občekuje, že bude prilapena deklaracija o regulovanju daljšo sotrudnictva u čeranki studentoh i naukovovih ljedovatskih projektoh.